Kultura. Je mar potrebno posebej poudarjati, kako zelo pomembna je kultura. Kako zelo pomembna je za narod z zgolj 2 milijonoma prebivalcev. Slovenci proslavljamo svoj kulturni praznik že od leta 1945. Dela prost dan je to. Na ta dan na široko odprejo vrata kulturne ustanove. Po vsej Sloveniji se vrstijo prireditve, s katerimi Slovenci s ponosom dokazujemo svojo narodnostno in kulturno identiteto. Hkrati pa se poklonimo ustvarjalcem, umetnikom. Kajti, če si umetnik, si najprej človek. In človeku se je potrebno pokloniti. Dobrodošli nocoj v Kulturnem domu Pirniče. Dobrodošli na osrednji občinski prireditvi ob slovenskem kulturnem prazniku. V naši sredini lepo pozdravljam gospoda župana Nejca Smoleta, občinske svetnike in svetnice, člane občinske uprave, predstavnike društev, kulturne ustvarjalce in vse prijatelje kulture. V nocojšnjem večeru bomo poleg kulturnega programa podelili tudi pletenice. Najvišja priznanja Občinske kulturne zveze Občine Medvode za kulturne dosežke v preteklem letu in za življenjsko delo. Najprej pa prosim župana Občine Medvode, gospoda Nejca Smoleta, za slavnostni uvodni nagovor. Od nekdaj lepe so Ljubljanke slovele, ali lepši od Urške bilo ni nobene. Spoštovani, prepričan sem, da nas je mnogo, ki smo si kdaj pa kdaj izposojali verze največjega slovenskega pesnika in v imenu Urške je vsakdo videl tisto ime, katerega dveh zvezd pogled je premotil njegovega dneva ritno pot. Pa naj bodo to Neža, Delja, Korina, Cintija ali Laura. Iz večine Prešernovih del torej veje polno čustev, od zaljubljenosti, ljubezni, občudovanja, do obžalovanja, razočaranja, jeze in rezignacije. Če kaj, potem lahko rečemo, da ni bil pust človek. Če kaj, lahko rečemo, da ni bil tipičen človek tistega časa. Ne, bil je romantik. Romantika kot odziv na razsvetljenstvo in racionalizem je umetnostna smer v evropski književnosti, v poeziji, slikarstvu in glasbi. Svoj vrhunec je dosegla v prvi polovici 19. stoletja, ko se izkaže, da velike ideje francoske revolucije, ideje bratstva, svobode in enakosti še ne bodo tako hitro postale ideje vseh. Razočaranje je tok ustvarjanja usmeril bolj intimno življenje posameznika in njegovo dojemanje odnosov, čustev, narave in sveta kot takšnega. Pogosto v romantiki najdemo tudi pasivnost in apatičnost glavnih likov, ki se v življenju ne znajdejo, ker se zdi, da v svetu, ki ne ceni iskrenosti in odprtosti, ne najdejo svojega mesta. In v tem času Nemčija dobi Goetheja, Heineja, Schillerja, Anglija Byrona in Keatsa, Francija Hugoja, Italija Leopardija, Rusija pa Puškina in Lermontova. In Slovenija? Sloveniji je dan Prešeren. Pesnik, katerega veličine kranci še danes, pa čeprav so mu posvetili dela prost dan, česar se on najbrž ne bi branil, prevečkrat ne razumejo in jo razvrednotijo s takšnimi in drugačnimi vrednostnimi sodbami njegovega stila življenja. Pričemer se redko vprašajo, od kje pravica soditi o pravilnosti življenjske poti sočloveka, če ne poznamo vsega njegovega veselja, če ne poznamo vse njegove žalosti. Spoštovani, dejstvo je, da je France Prešeren skupaj s svojimi prijatelji postavil slovenščino in slovenstvo na raven enakovredno tujim jezikom, ki so s pomočjo močnih nacionalnih držav takrat risali zemljevid Evrope. In dejstvo je, da je čas Franceta Prešerna sumljivo podoben tistemu,
tisti čas sumljivo podoben našemu, ko se zdi, da so ideje naše osamosvojitve in ideali tistega časa le še ideali romantikov, nepoboljšljivih zaljubljencev, ki se ne znajo ali ne upajo priznati, da je svet zunaj čisto drugačen in če mu želiš slediti v delovanju in stremljenju, ni prostora za čustva, za sočloveka, za naravo, za svet okrog tebe. A prav v trenutkih, kot so sedanji, toliko bolj potrebujemo ljudi svobodnega duha, kot je bil on. Potrebujemo ljudi, ki bodo zaljubljeni. Ljudi, ki bodo ljubili z vso močjo, čeprav bodo vedeli, da so takrat lahko najbolj prizadeti in najbolj ranjeni. A vedeli bodo tudi, da je življenje obarvano le takrat, kadar ga vodijo iskrena čustva, bister pogled in plemeniti ideali. In šele takrat bomo Kranjci videli, da življenje Prešerna in Prešernih ljudi ni boj Don Kihota. In šele takrat vremena bodo Kranjcem se zjasnila. Hvala.
Od nekdaj lepe so Ljubljanke slovele, a lepše od Urške bilo ni nobene. Nobene oči bilo bolj zaželjene, ob času necvetja dekleta ne žene. Ko najbolj zvest je Danica svetla, najlepša iz deklic je Urška bila. Noktere device, noktere ženice, oko je na skrivnem solze prelivalo. Ker Urški srce se je ljubega vdalo, a ljubih bilo je ni vedno premalo.
moških okrog je slovet, skušala jih mreže razpete je ujet. Je znala obljubiti, Je znala odreči in biti priljudna, in biti prevzetna, mladenče vnema, biti staršim prijetna, modri izvijač je bila vseh umetna. možake je dolgo vodila za nos, ga stakne na zadnje, ki bil je kos. Na starem se trgu pod lipo zeleno, trobente in gosli in cimbale pele. Plesale lepote z Ljubljane so cele, v nedeljo popoldan z mladenči vesele. Bila je kraljica, njih Urška brhka, plesati ni dolgo, nje volja bila. Dokaj jo prosi, ali vsak mu odreče, Prešerna se brani in ples odlašuje. Si vedno izgovore nove izmišljuje, že sonce zahaja, se mrak približuje. Že 7 odbila je ura in čez, ko jela ravnat, se je Urška na ples. A ker se ozira, plesalca si zbira, zagleda pri mizi rumeni junaka. Enacga pod soncem mu ni korenjaka, želi si plesati z njim deklica vsaka. Omrežit ga Uršika lepa želi, zaljubljena v njega,
obrača oči. Al hotla bi z mano plesati, kjer Donava bistri pridruži se Savi. Od tvoje lepote zaslišal sem davi. Že urši kazala, pred tabo sem zdaj. Že urši kazala, pripravljen na raj. Nobene stopince še nisem plesala, načakala tebe sem, res je, ni šala. Zatorej le hitro roko mi podaj, le sonce zahaja in njo je že raj. That thought she would always be true. Colored blue. These are the arms that held her and touched her, that lost her somehow. This is the time I wore until he came between. Colored it green. This is the room I sleep in, and walking and weeping and hiding that nobody sees. Podal jim mladenič prelepi je roko in urno ta dva sta po podu zletela. Ko da bi lahke perutnice imela, bila bi brez trupla okrog se vrtela. Ne vidi se, kdaj da pot, noga v udar. Plesala sta, kot bi vnosil vihar. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Well, it's time to have some. Join me home. Have some fun when the party starts. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, 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 rock it out. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 2, 3, 4, and it goes down, we'll go. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, 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 rock it out. We're gonna rock around the clock tonight. To videti so drugi vsi ostrmeli. Od čudeža godcem roke so zastale. Ker niso trobente glasova več dale, mladenča noge so trdo zaceptale. Ne maram za gosli, za bas, strun drugih ko plešem, zapoje naj glas. When the chimes ring 5, 6, and 7, we'll be 5 and 7, and we're gonna rock
So brž pridrvili so črni oblaki, zasliši na nebu se strašno gromenje. Zasliši vetrov se sovražno vršenje, zasliši potokov dereči šumenje. Pričočim po koncu so ostali lasje. O Urši kazala, zdaj tebi gorje. Ne boj se ti, Urška, le hitro mi stopi. Ne boj se. Ne boj se gromenja, ne boj se potokov ti mojih šumenja. Ne boj se vetrov mi prijaznih vršenja. Valovi šumeči te, Urška, žele. Le urno, obrni pete. Ah, majhno postojva, preljubi plesalec, da jaz se vdahnem, da noga počije. Ni blizu do bele Turčije, kjer Donavo Sava se bistra izlije. Valovi šumeči te, Urška, žele. Le urno, obrni pete. To reče, hitreje sta se zasukala in dalje od poda spustila. Na bregu Ljubljance se trikrat zavila, plesajo valove šumeče planila. Vrtinec so videli, čolnari dereč. A Luršik je videl, nobeden ni več. Nobeden ni več. Nobeden ni več. Nobeden. Nobeden. Nobeden.
Občinska kulturna zveza Občine Medvode ob slovenskem kulturnem prazniku podeljuje najvišja priznanja pletenice za posebne dosežke na področju kulturno-umetniškega ustvarjanja v letu 2014 in za življenjsko delo. Pletenice bodo podelili podpredsednik Občinske kulturne zveze Medvode gospod Franc Plešac, predsednica komisije za podelitev priznanj gospodična Vika Krajnc in župan Občine Medvode gospod Nejc Smole. Prosim, če pristopijo. Pletenica, priznanje za posebne dosežke na področju kulturno-umetniškega ustvarjanja v letu 2014, prejmejo Sorške kresnice. Vokalna skupina Sorške kresnice, ki deluje pod okriljem kulturno-umetniškega društva Oton Župančič Sora, združuje prostovoljke iz Sore in okolice. V njej poje 12 deklet. Skupina se je oblikovala na pobudo deklet starejše folklorne skupine društva leta 2010. Njihov repertoar obsega ljudske in umetne pesmi, tako da za vsako priložnost najdejo ustrezno melodijo. Leti 2013 in 2014 bi lahko označili za najbolj delovni do sedaj. Njihov začrten projekt za preteklo leto je bilo snemanje prve zgoščenke z naslovom Šelestenje sanj avtorja Janeza Tometa. Med projekti lanskega leta je bila tudi druga zgoščenka, drugi del prve zgoščenke z naslovom Šelestenje otroških sanj. Na njej so zbrane otroške pesmi Janeza Tometa. Naj poudarimo še to, da skupina ne bi bila to, kar je, če dekleta ne bi imela v sebi volje do sodelovanja, prostovoljnega dela, povezovanja, dobrote in pomoči sočloveku. Med seboj pa pletajo vezi prijateljstva in ljubezni do glasbe, ki se kažejo v energiji, ki jo izžarevajo med petjem. Iskrene čestitke, pa še kakšno zgoščenko. Čestitke v mojem imenu, še tako naprej se ne. Drugim. Čestitke. Iskrene čestitke v mojem imenu. Pletenica, priznanje za posebne dosežke na področju kulturno-umetniškega ustvarjanja v letu 2014, prejme filmska fotosekcija kulturno-umetniškega društva Jarm. Člani filmsko fotosekcije Huda Jarm aktivno sodelujejo pri arhivskem snemanju in fotografiranju delovanja sekcij Hud Jarm. Sodelujejo pri vseh natečajih, ki jih organizira Javni sklad za ljubiteljske kulturne dejavnosti. Največji izziv sekcije je bilo snemanje dokumentarnega filma o Jakobu Aljažu, v prvem tovrstnem filmskem zapisu pri nas o Jakobu Aljažu. Film je bil javno predvajan februarja 2014 v Kulturnem domu Medvode v počastitev praznovanja slovenskega kulturnega praznika. Hud Jarm je ponosen tudi na to, da ga je televizija Slovenija 25. decembra 2014 na dan samostojnosti in enotnosti uvrstila na svoj prvi program. Filmska fotosekcija Hud Jarm je svojo dejavnostjo, ki presega naše občinske meje,
opravičila svoje delovanje. Vse navedeno govori, da filmska fotosekcija kot Jarem zasluži to priznanje v domači občini Medvode. Pletenico za sponzorsko oziroma donatorsko delovanje prejme podjetje Grafika Fabjančič. Podjetje Grafika Fabjančič je dolgoletni podpornik kulturno-umetniškemu društvu Smlednik, ki društvu pogosto nudi finančno in materialno pomoč. Grafika Fabjančič ima vedno posluh za podporo kulturnim in mladinskim dejavnostim društva. Vemo, da sta kultura in odlično sodelovanje z lokalno skupnostjo za podjetje Grafika Fabjančič visoko cenjeni vrednoti in verjamemo, da bo tako tudi v prihodnje. Pletenico za življenjsko delo prejme Gorazd Fertin. V predlogu za priznanje so člani KUD Godba Medvode o Gorazdu Fertinu zapisali takole. Gorazd Fertin si nagrado zasluži zaradi svojega več kot 50-letnega delovanja v kulturnem društvu Godba Medvode. Začetek njegovega članstva sega v leto 1963. S svojim delovanjem je neprecenljivo prispeval k razvoju samega društva in kulturne dejavnosti v Medvodah. Eden največjih prispevkov, ki se ga mlajše generacije v društvu šele počasi zavedamo, je njegova energija, ki jo je vložil v vodenje društva v težjih časih pomanjkanja motivacije članov. Je eden tistih, zaradi katerih je Godba Medvode danes močno, združeno in povezano društvo. Nekaj let in mandatov je društvo vodil kot legalni zastopnik oziroma predsednik. Mlajšim članom je vzor, mentor, sogodbenik, na katerega se lahko zanesemo in vedno obrnemo po pomoč in, kar je najpomembnejše, je naš prijatelj. Njegovo delo ni bilo nikdar plačano ali kakorkoli materialno nagrajeno. Zavedamo se, da beseda hvala še zdaleč ne opiše hvaležnosti, ki bi mu jo godbeniki radi izrekli. Zato naj bo vsaj prejem pletenice za življenjsko delo in prepoznavnost njegovega dela na občinskem nivoju en korak v to smer.
hvala v imenu občine Medvode, v imenu občanov. Veliko in še mnogo več takšnih predstavitev pa bo v celotni skupnosti lepo. Hvala. Hvala lepa. Slep je, kdor se s petjem ukvarja. Kranjec moj osle kaže. Pevcu vedno sreča laže. On živi, umr je, brez denarja. Le začnimo pri Homerju. Prosil reva dni je stare. Mraz Ovidija v pontu tare. Drugih pevcev zgodbe beri. Nam spričuje Alighieri, kako sreča pevcev darja. Nam spričujeta pisarja Iliade, Don Quixota, kakršna Parnasa pota. Slep je, kdor se s petjem ukvarja. Kaj Petrarko, kaj nam tasov treba pevcev je prijetnih, slišim od butic neukretnih vprašati zdanjih prednih časov. Komor mar prijetnih glasov pesniki pojo Matjaže. Boje krog hrvaške straže. Mar kar pevec pel Ilirije. Mar čebelce roji štirje. Kranjec moj mu osle kaže. Lani je slepar starino še prodajal. Nosil škatli, meril platno trak na vatle, letos kupi si grašino. Naj gre pevec v davno kino, še napravi se pot mu kaže. Naj si s tinto prste maže. Naj ljubezen si obeta vneti lepega dekleta. Pevcu vedno sreča laže. Vendar peti on ne jenja. Rabite denarje v kup gotove. Kupovajte si gradove. V njih živite brez trpljenja. Kodar se lepo razpenja, grad je pevca brez vratarja. V njem zlatnina, čista zarja, srebrnina, rosa trave. S tem posestvom brez težave on živi, umr je brez denarja. Današnjo prireditev ob občinskem prazniku, ob kulturnem prazniku občine Medvode smo pripravili Zavod za kulturo in mladino občine Medvode, Kulturno-umetniško društvo Pirniče, člani odra mladih KUD Pirniče in moderatorka Anica Horvat. Želim vam prijeten kulturni praznik.